Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ker je bil greh na križu odpravljen, ne more biti nič takšnega, o čemer bi se čutili krive. Ne vem, koliko časa zapravite, ko se počutite krive, vendar če ste se določene stvari spovedali in se še vedno čutite krive, potem... Danes vam hočem govoriti, kako uspešno ravnati z grehom, kajti ne moremo ga kar prezreti. Mi vsi vemo, da so stvari v našem življenju, ki jih moramo oblikovati z Bogom, da jih lahko premagamo in osvojimo. In krivda nam vedno prepreči domačnost z Bogom. Želimo dospeti do točke, ko bomo z grehom uspeli nekaj storiti, ne pa samo, da se bomo čutili krive in se ves čas slabo počutili. Moj namen za ta teden je bil, da več časa, ko posvetimo Bogu, bolj smo močni. Prav tako pa vam hočem povedati, da več časa, ko posvetite Bogu, bolj boste postali podobni njemu. To je čisto tako, kot postajate podobni tistemu, s katerim se družite. Če prebirate več časa Božjo besedo, ko premlevate in premišljujete čudovita Božja dela, Kristosova osebnost, nam Jezus razkaže Boga. Rekel je, če vidite mene, vidite Očeta. Če posvetite več časa premišljevanju Božjega dostojanstva in ga prosite, da vas naredi podobne sebi, boste vi postali podobni njemu. Verjamem, da bolj ko pademo v ljubezenski odnos z Jezusom, bolj izgubljamo zanimanje za greh. Sveto pismo nam pravi, da nas Božja ljubezen zadržuje in kontrolira. Vzemimo samo preprosto stvar, kakor je bila ta, ko sem si resnično želela, da bi nehala kaditi. Kadila sem od 9. leta starosti. In veste, ko sem stopila v duhovno službo, sem čutila, da želim in hočem prenehati. Bilo je zelo težko. Če sem čisto odkrita, ko sem nehala kaditi, sem še vedno imela željo po kajenju, vendar sem dospela do točke, ko sem raje bolj ugajala Bogu, kakor pa želje po kajenju. Tako se mi zdi, da se mnogokrat samo bojujemo s stvarmi, namesto da bi nekoliko več časa posvetili Bogu. Dopustite, da vas On ljubi takšne, kakršni ste. Naučite se, da ga vi ljubite. Naučite se, kako je čudovito, lepo, presenetljivo, da ste lahko z njim v odnosu. Z vsem srcem verjamem, kajti sama sem izkusila in On sam je rojen iz Božje besede, da ne bo dolgo, ko se ne boste več borili s stvarmi, s katerimi se sedaj bojujete. Nikar ne mislite, da morate biti popolni, preden bo Bog sploh začel delovati po vas. Vi ga s svojim obnašanjem ne presenečate. On je vedel vse o vas, preden vas je povabil v odnos s seboj. Božja beseda pravi, da nas je Kristus že pred stvarjanjem sveta poznal in nas izbral ter nas poklical k sebi. Tako vam ni potrebno, da bi bili popolni, preden pristopite k njemu. On vas sprejme takšne, kakršni ste, in on vas prav v sedanjem trenutku najbolj ljubi. Vendar bolj, ko ga vi ljubite, bolj si boste želeli storiti to, kar je prav. Bolj, ko se zavedate, kdo ste v Kristusu, da ste postali pravični po Kristusovi krvi, bolj boste želeli delati to, kar je prav. Bog nam nikoli ne ukaže storiti nekaj, ne da bi nam dal orodje, da to storimo. On vam ne bi rekel, ne storite tega ali stori to, če bi bilo to za nas nemogoče. Tako vam danes želim govoriti iz različnih zornih kotov o problemu greha. Kajti vsi vemo, da je to problem in ni nobenega smisla, da ga ignoriramo. Kako uspešno ravnamo z grehom? Vrniti se moramo k temu, kar sem govorila o domačnosti z Bogom. Verjamem, da potrebujemo domačnost z Bogom zaradi dveh stvari, ker je resnično in dobro naložen čas. Jezus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni. On nam je pokazal pot, po kateri naj hodimo. To je resnica, ki nam jo hoče razodeti. In če bo vsak izmed nas sprejel to resnico o samem sebi, potem bomo imeli to življenje. To resnično prerojeno življenje, o katerem je Jezus govoril. Eden izmed prvih odlomkov, ko sem resno začela premišljevati Božjo besedo in sem prejela razodetje pred 35 leti, je bil Janez 8, 31 do 32 vrstica.
Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci in spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Vidite, žalostna resnica je, da mnogi ljudje ljubijo Boga, vendar so prevarani. Zelo prevarani. Nimajo prav nastavljenega uma. Premišljujejo stvari o njih samih, o svoji preteklosti ali prihodnosti, o Bogu mislijo stvari, ki sploh niso res, na primer. Ali vam lahko povem eno dobro novico? Bog se ne jezi na vas. To je resnica. In danes vam hočem povedati, da se Bog ne jezi na vas. Veste, mnogi imajo tako oddaljeno čutenje, da je Bog samo malo jezen in če bi bili mi samo malo boljši, potem bi mu lahko malo bolj ugajali. Dobro, Bog se verjetno ne veseli vseh stvari, ki jih počnemo. Vendar on ne gleda samo tega, kar počnemo. On gleda na to, kdo smo v njem. Nimam rada vsega, kar počnejo moji otroci, vendar jih nikdar ne preneham ljubiti. Ne vem, če lahko sploh kdaj ljubim koga izmed njih bolj, kakor jih ljubim prav sedaj. Vendar pa vsakem izmed njih, kakor tudi pri sebi, bi si želela sprememb in izboljšanja. In nekatere te spremembe lahko izboljšajo osebne odnose. Vidite, bolj ko se spreminjamo, bolj lahko izkustveno doživljamo domačnost z Bogom, ki nam je bila dana po Kristusovi krvi. Bolj ko ga ljubimo, kajti poistovetimo se s tistim, s katerim se družimo, in prijateljstvo bo napredovalo, ter boste čutili, da ga poznate. Tako vas vpeljujem v to prijateljstvo, ki nam ga je prinesla njegova kri. Bog prihaja v naše življenje po moči Svetega Duha, Kristus v nas, upanje slave, prisrčen odnos. On je poslal Svetega Duha, da bi nas pripeljal v tesno prijateljstvo z Bogom. Danes zjutraj sem posvetila svoj čas Bogu, a ni to čudovito, da bi vi uspeli priti na delovno mesto in si misliti, zjutraj sem posvetil čas Bogu. Ne govorimo o bližnjih sosedih, poštarju ali trgovki. Vi lahko preživite svoj čas z Bogom. Zjutraj sem govorila z Bogom. Za danes mi je dal nekaj napotkov. Po predavanju sem načrtovala neko stvar. Ponavadi grem po predavanju domov, vendar jutri zjutraj imamo srečanje v cerkvi in potem bo jutri imel duhovni vodja predavanje. Tako sem imela danes popoldne na razpolago in sem mislila to napraviti. Ko sem zjutraj govorila, Bogu je rekel, ali bo zate res najbolje, če to storiš? Vidite, Bog se hoče vmešati v vsako stvar vaše zasebnosti. Ali veste to? Mislim, on hoče stopiti v središče vsega, kar počnete. In vidite, nekateri ljudje tega ne marajo. Oni hočejo samo, da se Bog vmeša tedaj, ko oni mislijo, da so obupani. Za vas imam obvestilo, vi ste ves čas obupani, samo še niste tega ugotovili. Amen. Začeli bomo s Psalmom 32. Podaja nam malo uvoda v bedo greha. Hvala ti, Gospod, za to Božjo besedo. Podaj natančno tako, kot sam želiš podati in dopusti, da bo vsakdo pozoren in jo bo dojel. Vse to v Jezusovem imenu. Amen. Blagoslovljen, srečen in lahko se zavida tistemu, ki pridobi nenehno odpuščanje svojih prestopkov in mu je njegov greh pokrit. Dobra novica je v novi zavezi. Tole je bilo napisano v stari zavezi. V novi zavezi naši grehi niso samo pokriti, ampak so izbrisani. Ti so namreč odpravljeni in odstranjeni. Sveto pismo pravi, da jih Bog ne samo odpusti, ampak jih odpravi tako daleč, kakor je vzhod od zahoda in se jih nič več ne spominja. Ko je namreč greh bil odpravljen, ne more biti več ničesar, o čemer bi se čutili krive. Ne vem, kako dolgo ste se čutili krive, vendar če ste se pokesali za nekaj in se še vedno čutite krive, potem ste zagotovo zapeljani ali pa ne verjamete, da je Bog zmožen storiti to, kar je rekel, da lahko stori. Blagoslovljen, srečen in se lahko zavida tistemu, ki pridobi nenehno odpuščanje svojih prestopkov in mu je njegov greh pokrit. Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v njegovem duhu ni prevare. Ali veste, kako lahko je prevarati samega sebe o stvarih?
Ko sem molčal, preden sem se spovedal, so moje kosti postale krhke zaradi mojega vpitja ves ljubi dan. Ali se kdo lahko spomni nekaj takšnega ječanja, ki se vam je zgodilo v življenju? Kakor, se nisem niti vedel, o čem to ječanje. Moram iti domov. Moram plačati račune. Zakaj dan in noč je pritiskala name tvoja roka? Moja moč je oslabela v poletni vročini. Ne mislite si, da vas bo Bog pustil same z vašim grehom, ker vas ne bo. On je ves čas ob vas in to z dobrim namenom, da bi vam pomagal v vašem življenju. Ponavadi si mislim, Bog, če mi pokažeš samo še eno stvar, ki je narobe z mano, bom kar... No, ne vem, kaj bom storila, vendar nikar ne misli, da lahko prenesem še eno stvar, ali mi ne bi kar pustil same za nekaj časa. Na to mi je zelo všeč tisti odlomek, ki pravi, kogar Bog ljubi, tega tepe. Povemo napake. Včasih si mislim, ali bi me danes lahko nekoliko manj ljubil, videla sem že vse, kar lahko prenesem. Vendar veste kaj, tega si sedaj ne bi upala izreči Bogu. Nočem, da me pusti samo. Najslabše stanje, ki ga lahko izkustim, je, da se nikdar ne spremenim. Če mislite, da vas je strah spreminjanja, si predstavljate stanje, kjer ste sedaj, da bi takšni ostali. Kajti to, moji dragi bratje in sestre, to je strašljiva misel. Hvaležna sem, da imamo upanje na spremembo. Samo Bog se ne spremeni, vendar tam ni nič takšnega, kar bi lahko še spremenil. Svoj greh sem ti dal spoznati, svoje krivde nisem skrival. Dejal sem, priznal bom svoje grehe Gospodu, tako da bom odkrival preteklost, dokler ne bo vsa izpovedana, in ti si v trenutku odpustil krivdo in izprijenost mojega greha. Ustavite se in v miru razmislite o tem. Zaradi tega naj v ustreznem času k tebi moli vsak, ki je zvest. Kadar naplavijo velike vode, njega in njegovega duha ne bodo dosegle. Poglejte samo to, kajti ti si moje skrivališče, čuvaš me pred stisko, s pevi osvoboditve me obdajaš. Amen. Sedaj mislim, da bolj, ko postanemo čisti z Bogom. In zapomnite si, on že tako pozna vse. Zakaj je potem pomembno, da mu vse povemo? Zakaj je pomembno, da obesedimo in damo vse to Bogu? Ker verjamem, da je naš jezik kakor potapljač. Gre in prinese na plan stvari in mi se jih ne moremo znebiti. Potrebujemo spoved. Slišali ste reči, spoved je dobra za dušo in prav to je. Prav to je. Spominjam se časa, ko sem poskušala moliti in plesati okrog kakšnega greha, ki sem ga storila. Rekla sem, moj Gospod, prosim, odpusti mi, zgrešila sem. Kajti sama beseda greh pomeni zgrešiti cilj. Vendar nisem hotela povedati, kaj je bil moj greh, zato sem rekla, zgrešila sem. Prav tedaj je prišel Sveti Duh, se oglasil in rekel, kaj si zgrešila, povej mi. Hočem slišati, pa poimenuj, kakor hočeš. Vendar veste, da mnogokrat nočemo po kostanj žerjavico, kajte stvari so tako ostudne, da jih niti nočemo potegniti ven na plan in govoriti o njih. In če se v resnici bojujete z nečim in se niti ne zdi, da se boste te stvari otresli, je ena najbolj zdravih stvari, ki jih lahko storite, da najdete zaupanja vrednega duhovnega voditelja ali zaupljivega družinskega člana, ki mu lahko v resnici poveste, kaj se dogaja v vašem življenju. Recite mu, moli zame. Sveto pismo pravi, da je prostor za spoved, ko se spovemo naših prestopkov ene drugemu, da bi bili ozdravljeni in obnovljeni v duhovnem nagnjenju uma in srca. Mnogi ljudje so bolni od skrivnosti, ki jih zadržujejo zase. Amen. Nič ni takega, kar bi Bogu povedali, da bi ga presenetili, in nič takšnega, da bi vas on ne ljubil v vsem in celostno. Začnite Bogu praviti vse in vsako stvar. Govorite mu o bolečinah vašega življenja, govorite mu o razočaranjih, govorite o tem, kako se počutite, in ko izlijete vse ven, se odločite, da boste verjeli v Božjo besedo in se zavedate, da je Bog in edino Bog, ki vam lahko odpusti in vas pripelje do popolnosti. Janez 16:7.
Vsake toliko časa se zjutraj napotim do 16. poglavja v Janezovem evangeliju in prebiram čudovite stvari o Svetem Duhu. Rada imam, da me ta močna biblična načela, ki jih že poznam, osvežijo. To je nekaj čudovitega, ko preberemo Božjo besedo iz teh vrstic. Tako jih bomo predstavili tudi vam, da jih lahko preberete. Janez 16:7. Vendar vam govorim resnico, za vas je prednost, dobro in koristno, da grem odtod. Jezus je rekel, za vas je bolje, da grem. Kako je to mogoče? To pomeni, da je nam bolje, kakor je bilo 12 apostolom, ko so hodili in jedli z Jezusom. Nam je bolje tako. Vidite, mi mislimo, ne, bilo bi toliko bolje, če bi ga le lahko videli. Vendar, kakor vidite, je bolje, da to verujemo. Blagoslovljeni so tisti, ki verujejo in niso videli. Bog nam je podaril stopnjo vere, da lahko vstopimo v nevidno stvarnost s srcem vere in postane za nas prav tako resnična, kakor bi se zgodila pred nami. Zakaj je za nas bolje, da nismo bili tam? Zato, ker je Jezus takrat lahko bil samo na enem mestu naenkrat, vendar pa je Sveti Duh lahko povsod in to ves čas. On mi lahko govori vsem vam, ko me vodi, istočasno vodi tudi vse vas. Mi nismo tam, kjer ga ni. Ni se nam potrebno truditi, da bi prišli do njega, on živi v vas. Kajti, če ne odidem, to lažnik ne bo prišel k vam. Vi živite s tolažnikom, svetovalcem, pomočnikom, zagovornikom, ki je kakor pravnik in se bo bojeval za vas. S priprošnikom, ki vam daje moč in priča. Rada imam to besedno zvezo, da je priča. Ali ste kdaj čakali na letalo? Tam ste in čakate, ter ste priče, da je sedež prost. To je tisto, kar dela Sveti Duh. On je tam in ne priča, če bi mu dovolili majhno odprtino v svojem življenju in če bi ga potrebovali. On je vedno tam. To lažnik, svetovalec, pomočnik, zagovornik, priprošnik, ki vam daje moč in priča za vas in prišel bo k vam v tesno razmerje. Vendar, če odidem, vam ga bom poslal, da boste v tesnem razmerju z njim. Ali se lahko za trenutek ustavimo in se opijemo v misli, da lahko imamo tesno in domače prijateljstvo z Bogom? My goodness, how wonderful. Moj Bog, kako je to čudovito. My. You know, if he never solves one of our problems, Veste tudi, če on ne bi nikoli razrešil nobene naše težave, bi še vedno bilo dobro. Ali veste to? Da bi bili zmožni reči, da imate takšno osebno prijateljstvo z Bogom in upanje na večno življenje? To življenje je precej kratko. Moramo živeti za večnost. Janez 16:13-15. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico. Ali veste, da smo zakonito posvečeni po Kristusovi krvi? Posvečenje, ki pomeni svetost, deluje v našem življenju v različnih stopnjah po delu in moči Svetega Duha. Bog nas naredi svete in nas nauči, kako obleči pravičnost. Te stvari storim včasih med predavanjem, ko moj mož David pride na oder in predpostavlja Boga in sama sem grešnica. Oblečem se v tisti grozen iz cun napravljen črni plašč, ki je ves umazan in raztrgan. On pa ima velik z dolgim, čudovitim belim plaščem. Nato on vzame moj umazan plašč in mi da svoj čudoviti plašč pravičnosti. Res je, da je David večji od mene in je plašč potem zame zelo velik. Nekoč sem celo naredila, da sem na neko knjižico dala fotografijo mojega vnuka s tem plaščem, ko je bil še majhen deček. Tako je plašč zanj bil izredno velik in rekla sem, tako se počutimo mi in tako izgledamo, ko nam Bog da svojo pravičnost. On nam jo podarja, vendar pa moramo v njej rasti. Amen. Postali ste pravični z Bogom. Tako se bo vsak dan vašega in mojega življenja Sveti Duh neprestano prizadeval, da bi nam podaril pravičnost, nas oblekel v svetost. In veste kaj? Morali bi biti tako vznemirjeni zaradi rasti v Bogu. Morali bi biti tako vznemirjeni, ko se soočamo z resnico in vidimo stvari, ki jih ne bi smeli delati, tako da prosimo Boga, da nam jih pomaga spremeniti.
Nič ni hujšega, kot da smo prevarani in da verjamemo lažem. Kolikim lažem sem verjela, ki mi jih je Satan povedal v mojem življenju. Danes so tukaj ljudje, ki prav sedaj verjamejo lažem in tega ne vedo. Kajti, ko si prevaran, misliš, da si v resnici, vendar nisi. Zaradi tega moramo razumeti, da je to edina naša resnica. Vem, da so tukaj ljudje, ki bi poskušali reči, da ni absolutne resnice in da je resnica ustrezna temu, kar se v tistem času dogaja v vašem življenju. Žal mi je, kajti Jezus je rekel, jaz sem resnica. Jaz sem resnica. Vi ne morete vzeti Božje besede in reči, dobro, no, veste. Mislim, navrgla sem nekaj stvari, ponavadi razjezim nekaj ljudi, ko to storim, vendar pa nočem nikogar užaliti. Vendar veste, toliko ljudi danes živi skupaj, pa niso poročeni in mislijo, no, dobro, Joyce, daj no, saj smo v 21. stoletju, bodi malo manj direktna. Veste kaj? Jaz vam samo povem, da ni važno, koliko opravičil prinesemo v svoje napačno življenje. Nekje globoko v sebi vemo, da ni prav. Tako, če se vrnemo k Psalmu 32, dokler se nisem spovedal svojega greha, dokler sem ga prikrival, tako dolgo je bila prevara v mojem duhu, moje kosti so postale krhke in ves dan sem vpil. Hočem vam samo pomagati. Obljubim vam, da vas ne poskušam obsoditi, ne poskušam, da bi se počutili slabo zaradi sebe. Hočem vam samo pomagati, vendar potrebujemo resnico, na kateri bomo slonili. Ko poskušam prebirati podobne knjige, sem po 2 ali 3 straneh tako zmedena. Kako mora vsakdo napraviti svojo resnico? Kako bi bilo to bedasto? Vi to lahko storite, če želite, vendar boste plačali za posledice. In kaj se zgodi potem? Ljudje izberejo ta popolnoma nekonvencionalni način življenja in potem krivijo kogarkoli drugega, ko stvari ne tečejo prav v njihovem življenju. Če vam povem po resnici, to govorim zaradi množice ljudi, ki me tudi spremljajo po televiziji in vam, ki ste tukaj zbrani. Gotova sem, da ste mnogi izmed vas izravnali te stvari v svojem življenju. Včasih niti nimam preveč rada, da se dotikam teh stvari, kajti vsakdo bi vas raje trepljal po ramenih in vam govoril, kako ste čudoviti. Vendar veste kaj, Sveti Duh me ni samo trepljal po ramenih in mi govoril, da sem čudovita. On mi je povedal nekatere stvari, ki jih nisem hotela slišati, vendar je bila resnica tista, ki me je osvobodila. Veste kaj? Ni moja odgovornost, da vam oznanjam veselo sporočilo, ki bo storilo, da bi me imeli radi. Moja odgovornost je v tem, da vam povem resnico in to, za kar sama verjamem, da me Sveti Duh vodi, da vas poučujem. Vi mogoče ne boste imeli radi vsega, kar vam pravim, vendar resnično verjamem, da če se boste ravnali po napotkih, ki vam jih podajam, me boste enkrat vzljubili. Ljudje so mi govorili, ko sem te prvič poskušal poslušati na CD-ju, sem to uspel samo za 15 minut naenkrat, naredila si mi tako jeznega, da bi te najraje kar zadavil. Veste kaj, resnica vas preseneti, šokira. Ko smo živeli v prevari, v samopomilovanju, se opravičevali, krivili druge, se izogibali, ali veste, kako zelo lahko krivimo druge za tisto, kar je narobe v vašem življenju? To je bila moja preteklost, to je zato, ker sem bil takšen, to je zaradi tega, nisem imel tistega, nisem imel onega, nisem imel pravega začetka, vendar prej ali slej morate biti odgovorni za stanje, kjer ste, tako da se lahko izkopljete iz tega in prejmete prihodnost, za katero je Jezus Kristus umrl za vas, da bi jo imeli. Rada imam dejstvo, da Duh resnice živi v nas. Hvala Bogu, da nam ni treba živeti v zmoti. Ko pride Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici in z vso resnico. On ne bo oznanjal iz svoje pristojnosti,
ampak bo povedal vse, kar sliši od očeta. Podal bo sporočilo, ki mu je bilo dano, in on vam bo oznanil in razodel stvari, ki se bodo zgodile in stvari, ki se bodo zgodile v prihodnosti. On me bo poveličeval in slavil, on me bo spoštoval in častil, kajti jemal bo iz mojega in vam dajal. Razodel, izpovedal in vam prenesel. Rada imam to. Poglejte, rekel je, vse, kar je od očeta, je moje. Vse, kar ima oče, je moje. Če beremo naprej v tem poglavju, je povedal svojim učencem, še mnogo stvari je, ki vam jih moram povedati in vas naučiti, vendar za to še niste pripravljeni. Zato vam bom poslal Svetega Duha, Duha resnice, ki bo prebival in živel v vas. In on vas bo pripeljal do popolne resnice, tako da vse, kar imam, kar mi je dal oče, bom lahko vam podal po moči in svetosti Svetega Duha. Aleluja. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.